Mislim, človek božji, a si že kdaj videl helikopter na strehi? Če lahko nalepko? Ja, lahko dve še z enega prijatelja. Razdeljte si pravično, ja? Mulčki iz Miklavža, veš? Ej, Ford K plus, na vrsti si. Mesec pa pol dva nazaj je bila domača premiera. Takrat sem jaz avto pokazal v komotor minuti, predstavil sem ga zelo na hiter, tako da bom danes izkoristil ta vlog, da ga predstavim malo bolj temeljito, kot v prvem poskusu. Prav. Questione numero uno, kva Ford K sploh je? Mislim, poleg tega, da je to, kar je zelo očitno, malček. K plus je v osnovi nizkocenovnik. Prihaja iz Indije, tam pa v Južni Ameriki ga v bistvu prodajajo že nekaj časa. Je pa Ford po pedenu podvozje prednje prišel na naše ceste. To sem pa enkrat že povedal. Pač tako je treba povedati, da niti približen ne bo odžeril kolača svoji sestri, Fiesti pa drugim podobno velikim avtom. Pri obliki to je treba priznati, ne dosega nekih visokih estetskih standardov. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj je faktor zaželjenosti pri K plus razmeroma nizek. Pravzaprav tale kanarček leti pod radarjem. Ko se je tole dobro spomnil. A je pa še nekaj, ne ga primerjati s prejšnjim, s starim K-jem, to je druga zgodba, konec koncev je ta avto tudi veliko večji, posledično pa tudi veliko uporabnejši. Zato K plus, štekaš, ima pa valjda par obveznih nizkocenovnih Ford. Recimo to, da je volan nastavljiv sam po višini, po globini pa... A pa to, da na zadku niti približen ne boš najdel kakšnega gumba ali pa stikala, da bi odprl kufer. Ali to narediš tukaj s ključem, ali pa s tem gumbom tukaj. Ima pa tudi par lušnih Ford, recimo USB vhod, ali pa sistem, ki ti pomaga speljati v klanc, da avto ne zdrsne nazaj. Pa če hočeš dokupiti tempomat, bo že 180 €, kar je dobra cena. Se pa zdaj stvari postavljajo na svoje mesto. Očitna prednost tega avta je njegova prostornost, glede na velikost, predvsem pa preprostost. Je pa tako, kabina je razmeroma velika, kufer tega pa za 270 litrov, to pa res nič posebnega. Tudi pri izbiri motorja je vse skupaj razmeroma simpel, lahko dobiš samo enega, 1,2 litrski 85 konjev, atmosferc. Ker se zmogljivosti tiče pri nizkih vrtljajih, da ga ni, pri visokih pa da nekaj od sebe. Pa ni glih tako, da bi ga razganjali od pospeševalnih ambicij, Je pa med mestno, pa primestno vožnjo kar luštno zapeljati. Pa če sem čisto iskren, sem od podvozja, ki so ga prilagodili sicer za evropske ceste, pričakoval manj, ampak veš kva, ne glede na podlago, tudi če greš po razrukani cesti ali pa po grobmu makadamu, moram reči, da zelo dobro blaži. Tudi volan je razmeroma neposreden, 2,7 vrtljaja od ene do druge skrajne točke. Moraš pa nekaj upoštevati. Če se držiš čisto osnovne cene, mislim, da je osnova tam 10,750, nekaj tacga, polje, ok, sprejmem ta paket. Če se ga pa odločiš nabutati z dodatno opremo, pa smo min grede na 12,500. Polje pa to že teritorij drugih malčkov, tisti, ki so v osnovi mogoče malo bolj opremljeni, konec koncev napolnjeni že s kakšnim varnostnim elementom, kot tako ali pa drugače sodeluje pri vožnji aktivno. To je pa treba že malo boljše razmisliti, kako bi se odločil. Ampak na koncu, kot sem rekel, ne glede na nizkocenovno poreklo, avto zagotavlja luštno vozniško izkušnjo. To pa ja, in če ta Fordova računica drži, pa bo vsak let stal avto v Sloveniji kupil 150 ljudi. See you later, alligator, si vidno pol, aligator, A ti tudi kdaj prevajaš komade iz angleščine v slovenščino, ker to je ena bolezen, ki jo jaz imam, pa se jo ne znam znebiti. Hammer time. Ne pipit. Kladu čas. I'm so stupid! My head hurts! No, tako s kanarčkom smo zaključili, ampak imam še par posnetkov na lagerju enega drugega malčka. Mislim, ta je res maksimalček, veš. Fiat je tudi zdaj že skoraj kakšen mesec nazaj predstavil oziroma imel slovensko premiero prenovljenega Fiat 500L. To je ta velik, ta buckast. Motor sem siv, stari. A najprej povem, o čem je sploh fora. Jaz ne vem, če veš, kako točen je izgledal pred prenovo. Lahko ti pa povem to, da je zdaj izgleda, je malo boljš, malo bolj sodoben, vse skupaj je malo bolj prijetno. O čem? Da je nov volan, nova oblika merilnikov, mislim, da so zelo nova stikala klimatske naprave, pa vmesnik je posodobljen, lahko pa dobiš dva različno velika zaslona, ali 5-palčenga, to je tale majhen, ali pa 7-palčenga. Drugač pa nasplošno, če koga slučajno skrbi, a ta avto ima kaj tistega italijanskega flera, ki je tako značilen za italijanske avte, brez skrbi, mislim, le to armaturko. Drugač pa zdaj ponovno takole zgleda, lahko ti pa povem, kaj vse je drugače v primerjavi s prej. Veš kaj recimo novost, dnevne LED luči, vidiš? Tega svetlobnega podpisa na tak način prej ni bilo. Nova sta pa tudi odbijač pa maska. Za zadnji del pa velja nekaj podobnega, odbijač je spremenjen, pa luči za vzvratno vožnjo so zdaj tukaj spodaj. Prej pa, kje so bile prej? Pač da ne vem čistočen. Pa mogoče sam še to 500L je opremljen s tistimi osnovnimi varnostnimi sistemi, enka ga je mogoče treba izpostaviti tudi, da zna sam zabremzati pri nižjih hitrostih v mestu, če vidi, da ti ne boš uspel. Pa to tudi ni slaba fora, ne? Vidiš, A stebriček je razcepljen, pa vmes šipa, tako da lažje ven vidiš. Mislim, da boljš ven vidiš. Kar se motorne palete tiče, je zelo pestra, zdaj vsega nam naštevo, lahko si pogledaš pa tole. Cene so pa tako, od 12,990 do 20,490, vse, kar je vmes, ti pokažem pa zdaj.
In po mojem je to, kar se tiče tele slovenske premiere. Za konec pa samo še ena stvar. Tale Miklavž na Dravskem polju. Tudi kakšna zanimivost, veš, je tukaj taka, kaj nisem še nekje druge videl. Mislim, človek božji, a si že kdaj videl helikopter na strehi? Tako, ena za vzorc, da ne boste rekli, da si mišljuje.